Hej folk, sezona drame je tukaj in danes sem se odločil pokomentirati eno, ki se že nekaj časa kuha. In sicer mislim sočno dramico med Kajo Solo in Juretom Tršanom. Zdaj, jaz tukaj poznam oba, tako da sem kar nekaj časa razmišljal, če bi to posnel ali ne, ampak je vse skupaj preprosto preveč sočno, da bi lahko spustil. Vse se začne, ko grejo Kaja in Jure narazen in Kaja se odloči objaviti te storije na svoj Instagram. So, he cheated on me with my best friend, a day after leaving me. In ja, we broke up. Prevaral me je z najboljšo prijateljico. Spet in spet bom to poudarjala, dokler ne bo v mojih DM-ih vprašanj, a sta še skupaj? Prvič sta se ljubila v tem srčku, kako romantično. Želim jima all the best. The audacity, da je naslednji dan tole objavil, je sam beyond me, hahaha. Ne vem, zakaj mora pri enih youtuberjih biti pol stvari v angleščini. Like, does anybody else find that annoying? No, ampak takoj od začetka je Kaja začela z zelo resnimi obtožbami, da jo je Jure prevaral. Precej hard in, če mene vprašate, tudi malo izven Juretovega karakterja, ker kot rečeno ga poznam in meni on res ne deluje kot nekdo, ki dobi zafukat. Drugače pa ne vem za vas, ampak dostikrat hodim okoli s telefonom po svetu in mobilni podatki niso vedno najbolj dostopni ali poceni, zato se dostikrat povezujem na ta razna javna Wi-Fi omrežja, ki vsake toliko sploh niso zaščitena. Kar pomeni, da lahko naključni ljudje vidijo, na katere strani se povezujem in če stran ni zaščitena, celo pridejo do mojih osebnih podatkov. No, v takih primerjih jaz preprosto prižgem VPN in bam, noben več ne more vohuniti, kaj gledam. In če bi tudi vi radi imeli eno skrb manj v življenju, preizkusite Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker boste tako lahko surfali po internetu varno in anonimno. Zato, ker so ene storitve opazno bolj poceni iz drugih držav. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kaj vi klikate in zakaj. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Tako da pojdite na surfshark.com/Marko oziroma uporabite mojo kodo Marko na blagajni za 4 dodatne mesece Surfshark VPN-ja. Zdaj pa pejmo nazaj na video. Ampak to, da Tršan seksa, niti ni edina nenavadna stvar v njenih storijih. Je še kdo opazil ta detajl, da naj bi jo Jure prevaral en dan po tem, ko so šli narazen? Kako lahko nekoga prevaraš, pol ko nisi več z njim? In to ni samo v tem storiju tako izpadlo. Je imela tudi en live na TikToku, kjer je to povedala. Dobila sem video njiju at a bar kissing 2 dni potem, ko smo šla narazen. Kaj je rekel na to, ko sem zvedela? Da bo itak ni varal zaradi tega, ker nismo več skupaj. Fora je v tem, da pač tipi dejansko kot varanje vidijo samo fizično varanje, ženske pa veliko večji poudarek damo na čustveno in pač ker je bilo čustveno, fizično me ni prevaral prej. Torej jo je prevaral čustveno. Me zanima, če to deluje tudi pri drugih stvareh v razmerju. Si rekel, da boš nesel smeti in jih še nisi. Ja, sem jih nesel čustveno. Mi je pa zanimivo, ker če je to res nesprejemljivo, da spoznaš nekoga novega, medtem ko si še vedno s svojim partnerjem, potem ta del ne izpade mogoče lih najboljše za Kajo. Shoutout Lonely Wolf J, ki ima res najboljše kostume ever. Ja, Ampak pustimo to čustveno plat, ker pol so začeli prihajati ven še dosti bolj zanimivi detajli glede tega varanja. It's all about the throuple thingy. Vsi bi bili 3. A drugače s trojčka si že šla kdaj? Trojčka? Da. Odlično vprašanje, gremo dalje. Če še komu ni jasen ta moderni žargon, throuple je beseda, ki jo dobiš, če kombiniraš 3 in couple in pomeni točno to, kar zveni, da pomeni. Par v troje. Tako da zgleda so Kaja in Jure imeli skupaj neko zvezo s to punco, ali kaj?
Kakorkoli že, če to gleda še kdo, ki je samski slučajno, imejte samo to v mislih danes večer, ko greste spat, da medtem ko vi ne uspeste dobiti tipa ali punce, je ta človek na neki točki imel dve. Ja, let that sink in. Pač v glavnem, karkoli je že bilo s tem traplom, Jure in Kaja so dali čez en zelo grd in neprijeten razhod, tako da potem naslednji korak po tej točki je precej logičen. Šli so nazaj skupaj. To so pa drugače tvoji najljubši slovenski influencerji. In ta nek Jure Tršan je dosti cool, no. A ni? Pa ja, dokler pazi, kaj dela v lifeu. Jure. Jaz ne štekam, kaj je s tem folkom narobe. Se kregajo, varajo, blatijo, grejo narazen in pol čez neki časa si rečejo, joj, jaz pogrešam to, kar smo imeli. In seveda je Kaja o tem razlagala pri Davidu, ker on je očitno res nepogrešljiv del vsakega slovenskega bifa zadnje čase. Pač ta intervju bi jaz dejansko lahko premenoval v Jure Tršan distrek, tako da... Ja, malo že res deluje, kot da se nekdo v tej smeri trudi. Ta tip je slovenski Jerry Springer, on hoče frko. Koliko dolg si že v zvezi z Juretom? 1 leto pa 2 tedna. Z Juretom? Ja. Ok. Vmes smo bila na break, ampak to... Ok, dajmo reči vse skupaj, pustimo breake. Ja. On a break. Kaj se je zgodilo med tabo in Juretom nekaj tednov nazaj? Moram reči isto, odlično vprašanje, gremo dalje. A pa sem reči, gremo dalje? Nesporazum, šum v komunikaciji. Ok. Šum v komunikaciji. Ni bila potem ta reakcija malo pretirana za en šum? Ej, halo, prekinjate. O moj bog, verjetno me vara z mojo lastno babico. Ste slišali vsi ljudje, s katerimi dela? Ja. Ja, Jureta si uničila na TikTok live-u, dobesedno sesula si mu kariero. Ne, nisem, no. Za Realno unih par nisem. dni. Za par dni. Za unih par dni si ga sesula, bodimo iskreni. Sem se malo pravičila. Teda. Ker kot vsi vemo, opravičila vedno takoj rešijo vse. No, ampak če ne drugo, je potem Kaja tukaj ugotovila, da se ne splača delati nekih scen za take stvari, tako da ko so naslednjič šli narazen, ni bilo več take drame. Kaj ne? Šlo je na slabše? Ko sem želela videti njegov telefon, ker sem sumila, da si piše z drugo. Long story short, si je. Kaja tukaj Jureta obtoži fizičnega nasilja, oziroma jaz ne vidim druge možne interpretacije teh slik. In wow, to je res ful slabo. In Tršan cele te zadeve do te točke še vedno ne komentira. Zanimivo, si noče delati še večjih problemov ali ima samo malo krivo vest. No, ampak zgleda zloraba ni bila samo fizična, ker Kaja Solo se vrne k Davidu na podcast o narcističnih moških, kjer razlaga svoje izkušnje o življenju s tako toksično osebo. Izkušnje z narcističnimi moškimi. Kaja Solo, Wow, kot da je to nekaj dobrega, veš, no. znana po tem, da je hodila z Juretom. What the fuck? Imamo nekoga, ki je hodil z več takimi moškimi. Dvema, no. Čez cel podcast drugače tukaj Kaja nikoli ne reče, da njena analiza narcističnih moških leti direktno na Tršana, ampak mislim, da je dokaj jasno glede na okoliščine in njene predhodne izjave. Zanimivo, I do not give a shit, če sta ona dva zelo skupaj. Honestly, I don't give a shit. They can be. I wish them all the best. 2 narcissists together. No, ampak tukaj pa je Tršanu bilo dovolj. In je tudi on šel do Davida, kjer si je stopil v bran in tudi on komentiral celotno dramo. Ne, sej ne. Praktično vse, kar komentira, je to. A pa ti što, da rekel si narcis? Ja, moram reči, da se je že zgodil. Mislim, ta Tršan je malo pička, a? Prej, ko sem poslušal, kaj vse Kaja govori o njemu, se mi je zdel malo bogi, ampak zdaj se mi zdi malo bogi. In zato, ker imamo tukaj samo eno plat zgodbe in ker me je res zanimalo, kaj se v tem sporu zares dogajalo, sem se odločil zadevi priti do konca. Edino, tle pa je en problem. Ker glavne osebe, ki vejo, kaj se je tle dogajalo, so tudi osebno vpletene v zgodbo, tako da niso lih zanesljive priče.
Ampak na našo srečo in hvala bizarnosti celotnega tega zapleta, je tu vseeno še ena oseba, ki si je lahko to zvezo ogledala od blizu. Kajina prijateljica. Tako da sem jo kontaktiral in dobil še njeno verzijo dogodkov glede tega varanja in nasilja. Nam lahko poveš, v kakšnem razmerju si bila s Kajo Solo in Staršanom? Kaja je bila moja najboljša prijateljica 5 let pa pol. Vse tako sem jaz mislila, oziroma tako je bilo iz moje strani. Za njo ne morem biti več šr. Z Juretom pa pač sva bila tako kolega, pač mislim, ne bi se po moje družila, če ne bi bilo Kaje, ampak sva se ujela tako kul je pač, ja. No, potem pa ste bili tudi v romantičnem razmerju, čeprav razumem, vsi trije skupaj. Sicer to je tako trajalo 4 dni. Okay. Ja, ampak smo probali, ja, absolutno. Okay. Bi pa tle rada disclaimer dala, da je to bila Kajina ideja. Aha. Sicer že preden se je to zgodilo, se pravi, to je bilo tako avgust, september. Ona je pa to v bistvu predlagala oziroma v hecu rekla in šla s tem že tako maja, recimo. Aha, torej maja je predlagala, potem avgust, september pa se je dogajalo. Tako je, ja. To vaš par v troje. Tako je. Trapel, kot temu reče mladina. Tako je. Okay. Yep. In na njen predlog? Na njen predlog. Potem te slike, ko so prišli ven s tabo pa Tršanom gor, to se je zgodilo pred ali po tem traplom? Pred traplom. A pred? Potem, ko sta šla ona dva narazen. Ok. Torej, vsi ste bili samski, vsi trije? Tako je. Noben ni nobenega prevaral. Ok. Noben ni nobenega prevaral. Ok. Put that on a banner, stari. Ampak prišle so pa ven slike in potem ste vseeno poskusili to zvezo v troje. Ja, v bistvu dejansko je to my mistake. Jure je rekel pač meni, Laura, ne se ne gremo tega, prosim, ne, tudi da se zmenimo, pogovorimo, je bil on tako, ne. Jaz sem pa dejansko pač mislila, da je ženska zrela in da pač se bo normalno lahko z njo za pogovoriti. My mistake. Si bila priča kdaj nasilju v tem odnosu? Ja. Ja? Ja. Kaj pa je bilo? Se pravi, povedala bom samo pač to eno sceno, eno zgodbo, ki sem pač bila dejansko zraven, 1 meter stran. In sicer pač ženska je napadla Jureta, dejansko je bila na njemu, spraskala z nohtega do krvi. Kaja Jureta napadla? Kaja Jureta, ja. Okay. Tudi ne vem, kaj vse pač mu govorila. Tudi pol sta se prestavila v drugo sobo, je na njemu gor bila, slišala sem, ker pač balkon sta imela tako, da je iz obeh sob pač sta bila vrata. In sem dejansko slišala, pač ženska je tako na njemu bila in tako, ti si moj. Jaz sem bila tako, what the fuck se dogaja. Potem je tudi z mizo ga je v kot, polila je, ne vem, CD-vito po ne vem komu, pa po TV-ju. Mene je za vrat zagrabila. Kaj? Ja. Tako da, ja, odgovor je ja. In iz Juretove strani pa nisi? Nič. Absolutno nič. On se niti branil ni pač. Jaz sem bila tako, pokličem policijo, ali kaj ne naredim v tej, ker je pač bilo slabo. In jaz sem glih šla iz toxic relationshipa in pač sem hotela urgirati, ker to ni bilo v nobenem pogledu sprejemljivo. V glavnem, ja, niti branil se ni, no. Tako, ker je bil tako, ne, jaz ne bom nič, da ne bom pol jaz kaj kriv. Tako da niti branil se ni. Ta del me je kar malo šokiral, drugače moram priznati, da ne samo, da ni videla nasilja iz Juretove strani, ampak ga je videla iz Kajine. Zgleda je ta del bil kar resničen. Jaz imam ful težavo z jezo včasih. Mislim, se si verjetno prej videla. Sem gotovo, ja. Ne bomo razlagali, kaj se dogaja behind the scenes. Ne, se ni nič takega. Jaz zelo hitro ratam jezna. Ampak okej, gremo do konca čez intervju. Kako je potem vsa ta drama vplivala na te? Ja, ne glih najboljš, predvsem zaradi tega, ker pač ona ni povedala tako, kot je dejansko bilo na teh svojih storjih in so pač vsi to videli in so bili vsi tako pač what the fuck, Laura, in jaz sem bila pač tako it was not like that, chill. Tako da, ja.
Je pa pisala ženska tudi moji mami, pa ne vem komu še vse, pa mojemu bivšemu, toksik bivšemu, ker sem pač bežala od njega, ker je vedela, kakšna slaba situacija je bila. In ne morem sploh verjeti, da je šla pač tja, ker to je pač sam, to ni sploh pač, ni logično, ni v redu, ni sploh sprejemljivo, ker pač da bi ne vem, kakšna situacija oziroma kakšen scenarij bi bil boljši, ampak pač tega pa res ne. Jaz sem tudi pač povedala, like anything, stari, anything, sam zakaj si to šla delati, ker to je ful specifično in ful slabo, tudi dobila sta se. Spomniš kakšnega specifičnega sporočila, ki ga je poslala temu bivšemu? Tega ne bom nikoli pozabila. Okay. V glavnem je no to, da sta se ona dva, da je šla njemu pisati, pa da sta se dejansko dobila. In to, da sta si pol še, ne vem koliko časa sta si ona dva pač pisala. Jaz sem videla vsa ta sporočila. Eno sporočilo, ki mi nikoli v life po moje ne bo šlo ven iz glave, je pač to, da ona ve, da pač jaz nočem, mislim, ne da nočem imeti otroka, ampak pač nisem glihuno, jaz ful hočem otroke, bla, bla. Nisi naklonjena. Pač res ne. Pač je napisala njemu quote, pri teh njenih nočem imeti otrok, ji prvoščem, da jih bo mogla roditi vsej 14. Mogla. Ja, mogla. Roditi vsaj 14. Ja, those are the words she fucking used. Jaz ti prvoščem, da bo mogla roditi vsej 14. To ni več samo zlobno, to je že kreativno. Ja, to je groza. Pač jaz sem iskreno, ko sem ta sporočila brala, pač jaz sem se jokala. In velikrat sem tudi razmišljala o teh sporočilih, ker pač ne vem, kaj bi mogel jaz po mojem v nobenem primeru ne bi pač sploh se toliko nizko spustila. No ja, to je bilo kar informativno. Seveda bom pustil, da si naredite sami svoje mnenje, kdo je v tem bifu ravnal prav in kdo ne. Če pa boste kaj komentirali pod video, dejte prosim kulturno, ker sej veste. Jaz vse, kar se dogaja, moramo se zavedati, da smo resnični ljudje, da grdi komentarji in neka ta mnenja pač res, pustimo vse za sabo, gremo naprej, pa samo širimo pozitivo. Mislim, širiti negativo po internetu, to pa res ne bi bilo kul. Za na konec pa še odgovor na glavno vprašanje tega videa, na katerega ste po moje vsi čakali. Je Tršan narcis? Bi rekla, da je Tršan narcist? Pač, mogoče malo. Bam! Tršan potrjen narcis! Dame in gospodje, moje delo tukaj je opravljeno. Tako da, če vam je bilo všeč, da sem se poglobil v tole dramo, lajkajte ta video in se naročite na kanal. Pa seveda ne pozabite preizkusiti Surfsharka preko mojega linka v opisu. Ajde folk, čau!